sem tukaj izbrali, jaz sem prvi človek zdaj mojega glasu, ampak upam, da bo to zdaj časa res ni veliko, tako da bom pač poslušal, torej, mogoče je sam izraz ukrojitev malce nenavaden, ampak nekako nas to spominja, da je to delo korjače. Nekaj gre tudi mogoče v tej smeri, zlasti je zanimivo torej, čas, leto 45-46, namreč obdobje takoj po vojni, oziroma že malce lahko rečemo pred vojno, 45. In vsa taka obdobja imajo v sebi, nosijo neka posebna sporočila. V smislu nekaj, kar se seveda spreminja. Vsako obdobje, zlasti zadnja politična obdobja, so na šolstvo pustila nove posledice. In je to 45 in 47 stavno dobo pustila precejšnje posledice. Če govorimo o povojnem šolstvu, o povojnih razmerah, potem ne moremo brez kratkega upogleda v to, kaj se je dogajalo še leta 45 oziroma nekaj let pred. Tukaj sem izbral eno sliko iz učbenika za zgodovino za 8. razred, ki nazorno pač pokaže organizacijske oziroma upravne strukture oziroma okupacijske režime, ki so na slovenskem nekako veljali med vojno večji del od leta 1941, potem se je to deloma spreminjalo glede na kapitulacijo Italije in potem nemško zasedbo tudi ljubljanske pokrajine in pa tudi primorskega dela. Torej, predvsem je tukaj treba ločiti za primorska pokrajino, Goriško, Tržaško, Pulsko in Reško, da to spada pod Karlikovitarijo, da je tukaj do leta 1943 vladal pač fašizem, da se je leta 1941 že začelo tudi uporniško gibanje, da je na tem področju deloval Tigar, potem partizanstvo in da je potem še leta 1947 po pogodbi z Jugoslavijo in Italijo prišel v sklop Slovenije. Zdaj, ostala Slovenija je pa tako rekoč predvojna gradska domovina, ki so si jo razdelili v Prekmurju, kot si vemo, v Madžari, torej madžarsko-okupacijski sistem, ki je v šolstvo prinesel spet svoje specifike, madžarizacijo, predvsem spodnja Štajerska, v bistvu skozi celotno okupacijo, v bistvu neprodušno z nemškim duhom, kar smo slišali že tukaj tudi v Mežiški dolini. Potem pa, če mogoče malce na hitro postavim, potem pa na Gorenjskem, kjer se že čutijo po letu 43 določene koncesije na račun slovenščine, drugače pa tudi zastavljeno območje za preučevanje in potem ta zelo zanimiva in zagonetna ljubljanska pokrajina, kjer se je med vojno dogajalo marsikaj. In vemo, da so najprej okupirali Italijani, da so pustili precejšnjo avtonomijo, zlasti tudi na šolskem področju, da se je slovenščina širno ohranjala v šolah, tudi predvsem v Ljubljani, kamor se zgrinjajo potem posamezniki, večje skupine ljudi iz različnih delov Slovenije, tako iz Koroške, Gorenjske, pa tudi iz Primorske. Torej, situacija se potem spremeni leta 1943, ko ljubljansko pokrajino zasedijo Nemci. Ta slovenski element v šolah pa se kljub temu ohranja. Zdaj, v vseh teh okupacijskih sistemih, kakorkoli z bolj ali manj omejenim
omejeno avtonomijo ali pa osnovo brez avtonomije slovenščine v šolah, se pojavi tudi z partizanskim gibanjem, tudi čisto nov pogled tudi na vzgojo, na izobraževanje in tudi na cilje, ki prinaša izobraževanje za tiste svotre, ki prinaša novo. In lahko rečemo, da se to prizadevanje nove oblasti nekako oblikuje v odseku za prosveto, to je že potem leta 1944, in da so tukaj že prvi nastavki za ovojno šolstvo v Sloveniji. Tukaj lahko govorimo predvsem o ustanavljanju nižjih gimnazij in pa o odpravi meščanskih šol, ki sebi nosi tudi neke ideološke dimenzije. No, leta 1945 s koncem vojne, z prihodom, z oblikovanjem narodne vlade Slovenije, se je potem oblikovalo tudi Ministrstvo za prosveto. Tukaj imamo en tak dokument, periodično poročilo, sem si še posebej izpisal, mislim, če bo dovolj vidno, pa vidim, da je. Torej, pomembno je, da je sedaj nova oblast, da se je vsebila, da je prišla v Ljubljano kot prestolnico, lahko rečemo, še pokrajinske enote oziroma Slovenije, pokrajine, če tako rečem, ki nima nekih posebnih obeležij, saj ne v odnosu do obeležij oblasti, posebej v odnosu do zvezne države, da se tukaj pač v okviru narodne vlade oblikujejo oddelki in da so konkretno tukaj navedeno za prosveto na različnih lokacijah tukaj v Ljubljani. Vidimo, in da si je že takrat iz prejšnjega kadra pokrajinske uprave izbralo nameščence in da je od tega nekje v juliju, torej to je še 2-3 meseca po prihodu in po osvoboditvi, da je to 40% nameščencev iz prejšnjega aparata pokrajinske uprave. Torej gre za na nek način nasledovanje predvsem aparata, ki je prej služil v okviru te bolj ljubljane pokrajine. Ljubljana kot centralno mesto pa je seveda imela za Slovenijo širši pomen in tako se je potem tudi oblikovalo naprej. Nas zanima seveda predvsem Ministrstvo za prosveto, njegova sestava in pa njegove pristojnosti. Tukaj vidimo iz teh mesečnih poročil, ki so ohranjeni in so bili posredovani za posamezno krajše obdobje, da imamo torej poleg tega občega oddelka, ki je nekako povezoval vse oddelke med seboj, predvsem, kar je za nas pomembno, oddelek za šolstvo, potem za ljudsko izobraževanje, za kulturo in potem tudi personalni oddelek. Tukaj vidimo pač ta sklop področji, ki nekako spadajo v ta okvir ministrstva, ki se je potem z razvojem uprave tudi vidijo posebej kulturo, pa vendarle smo nekako tudi v sedanjem razmišljanju nekako vmes, ali je to neka zaključena celota, ki se lahko uporablja ali je to posebej. Ti poskusi so bili tudi zanimivi tudi v zadnjem času. Zanimivo je, da je bil prvotno zamišljen
Stvari so se potem tekom leta 45-46 nekako deloma povečali, oziroma so ostali na tej ravni. V začetku jih je bilo manj, potem se je to povečevalo in nekako ostalo na tej ravni. Že septembra so bili razdelki in odseki izpopolnjeni in zanimivo, da vodje še niso bili imenovani. Zdaj, kakšna je bila sestava, prav iz teh poročil ministrstva, je razvidno odsek za osnovne šole, da me zanima, torej za pedagoška vprašanja učne knjige, za vrtce, mladinski tisk. Potem srednje šole idemo posebej razdelek za učiteljišča, učne knjige, metodična vprašanja, potem pa posebej razdelek za štipendije, dijaške podpore, dijaške kuhinje domove. Torej tudi sama sestava posameznih odsekov se kaže tudi, kakšna je usmerjenost posameznega ministrstva. Potem odsek za visoke šole, potem pa neodvisno od tega odseka, potem tudi razdelki za specialno šolstvo, manjšinsko šolstvo, šolske vrtce, potem vidimo telesno vzgojo in šolsko telesno vzgojo. Iz teh poročil je tudi razvidno, kako je bilo za prvo povojno obrazno razdelitev Slovenije. To je nekako vidimo tukaj že septembra, posebej in tukaj Ljubljansko okrožje, Novomeško, Celjsko, Mariborsko in potem posebej za mesto Ljubljana. Prej sem že slišal navedbo, da je bil učitelj Janko Gačnik, okrožni šolski nadzornik. Tako vidimo tukaj, da se je tudi te službe, ki so bile v šolstvu, vezale na upravno razdelitev. Tako vidimo po okrožjih leta 1945. Torej država kot taka, pa ne bo kakšna komisija, pač z upravo lahko pomagala, kako pridobiti določene informacije o stanju šolstva in podobno. No in leta septembra 1945 je bila ena prvih nalog in prva potrebna informacija, kakšno je stanje šol. In tukaj imamo te podatke, mislim, da so dovolj vidni, koliko je porušenih šol, delno porušenih, potem ohranjenih. Tukaj vidimo, pač, kakšne so ta razmere glede na medvojno dogajanje, oziroma na okupacijski sistem. Recimo Ljubljansko okrožje vidimo, da so vse tri klasifikacije precej blizu in da je odstotek porušenih šol zelo velik. Potem isto velja tudi za Novomeško okrožje. Nekoliko boljše Celjskem, sploh najboljše, lahko rečemo, je v Mariborskem, ki je obsegal tudi Prekmurje. No, Ljubljana pa ima tudi dokaj ugodno stanje, tukaj vidimo nekih porušenih šolskih knjigov, samo vedno porušenih. Torej, ta mestni del ali pa Ljubljana sploh ni se je v šolskem smislu utrpela nekih večjih žrtev. Zdaj, ker hočem predstaviti te vire, predvsem ta periodična poročila, ki so si sledila potem leta 1946-1947 naprej, lahko izberemo, kaj se je takrat konkretnega dogajalo in lahko potem apliciramo tudi na neka sodobna dogajanja, tako da lahko potem neko zaključno sliko dobimo. Tukaj sem izbral nekaj podatkov oziroma dokumentov, vidimo posebej po oddelkih so bila poročila, kaj je bilo konkretno v katerem obdobju narejeno.
Tukaj, na primer, iz 18. novembra 1946 je zanimivo, da so statistični podatki o tem, koliko je zaposlenih na področju prosvete. In sicer tako na ministrstvu, potem federalni zbirni center, potem na akademijah, srednjih šolah, učiteljskih šolah, osnovnih šolah, študentskih in tudi v muzejih in podobno. Tako da je taka slika tega šolstva iz teh poročil za to obdobje nedvomno zgrajeno. Zdaj, nekako do tega predstavljanja in sploh do nastavljanja posameznih uslužbencev, potem tudi učiteljev, to je šlo vse preko personalnega oddelka, katerega smo prej lahko spremljali. Tukaj sem pa hočel pokazati, kako je konec leta 1945 prišlo tudi znotraj lojalnih, če tako rečemo, ali pa članov OF, prišlo do neke diferenciacije. Torej, predvsem je to vplivala kritika konec leta, to je bilo decembra 1945, ko so se morali slovenski komunisti zagovarjati voditev glede na dogodke v Sloveniji ob volitvah in potem zlasti ob volitvah, pa tudi drugih dogodkih. In tako so tudi na ministrstvu dobili podrobne inštrukcije, kako so morali člani komunistične partije nadzirati krščanske socialiste, ki so bili tudi v sistemu, in tudi na tiste ljudi, ki so se tako ali drugače nagibali na angleško stran. Torej, tisti dokument zgoraj nakazuje, da so morali vsi člani partije budno paziti na delovanje teh skupin, ki niso bili znotraj komunistične partije in njihove zveze naredili sproti in podrobno obveščati. No in ta seznam ministrstva za prosveto je bil tudi potem posvetovan. V glavnem lahko vidimo, da so bili člani krščanskih socialistov, čeprav vemo, da po drugi strani kot skupina v okviru OF so bili izločeni oziroma ukinjeni že leta 1940, pa vendar so ohranili neke osebne povezave in se niso vključili v komunistično partijo, so ostali kot organizirani v OF, ki je bila takrat edina priznana politična organizacija, in so bili po drugi strani nadzorovani. In tukaj zanimivo je, da so glavnem to bili tudi šef odseka za srednje šole, pa potem referenti za srednje šole posebej. Kar nekaj ljudi, ki so tudi znani, danes znani literati, ustvarjalci in kakorkoli. No, potem imamo pa še predlog za upokojitev tistih, ki že med vojno niso bili pristaševi, pa so ostali v ministrstvu in so jih zato pač na ta način predlagali, da so upokojijo in označili za anglofile. No, tukaj zraven sem dodal tudi slovensko začetnico iz leta 1945, takrat so izdali take prve šolske knjige in prevladuje v bistvu tematika povezana z dogodki med vojno. Zdaj, tukaj ne vem, če to se lahko jaz tega lotim, to je pa v bistvu zdaj tisto, kar je nekako v ozadju
tega zunanjega okvira. Mi smo tu govorili o sestavi ministrstva in podobno. Zdaj, tukaj člani partije so imeli z volitvami in pred sprejetjem nove ustave že določene naloge. Tukaj so v tem dokumentu so navedeni. Torej, nadaljna izgradnja revolucije, utrditev oblasti in izboljšanje utrditev upravnega aparata. Potem, oblast mora zatirati se pojave reakcije. In kaj je ta reakcija, so tukaj navedeni razlogi. Zanimivo je, da se je treba boriti proti pretirnemu nacionalizmu in slovenskemu separatizmu. Potem kampanje za izvedbo direktiv zvezne vlade in podobno. Izboljšati odnos do vojske in podobno. In zopet zanimivo ta dodatek z ozirom na krščanske socialiste, ki so sodelovali s partijo med vojno, da je treba paziti na te skupine in jim dati priliko, da se približajo partiji. No, je tukaj veliko podobnih stvari. Zdaj, če bi hoteli si razložiti, kako je delovalo v okviru teh ministrstv, potem moramo poznati delovanje komunistične partije po vojni. Deloma seveda so vzroki pa tudi pred tem. In zanimivo je, da je komunistična partija in je sestavljen del komunistične partije Slovenije, je takoj po vojni še vedno delovalo na podlagi statutov iz leta 26 pa 28, ki so jih sprejemali v državi. Potem 3. julija 1945 pa so se s posebnim odlokom začela prizadevanja, da bi prek partijskega aparata direktno usmerila in kontrolirala družbene organizacije in državne organe. Tukaj mislimo predvsem na ministrstva in preko ministrstva na vse ostale podeljene sisteme. In osnovna zahteva je takrat absolutna, da je za državne organe pravilno in natančno izpolnjevanje sklepov in direktiv z vrha najbolj pomembnega dela. Potem so navedeni še najvišji, torej ta struktura in delovanje partije, kar je izredno pomembno. In v končni fazi pa moramo ugotoviti, da ta ista partija oziroma stranka ni bila registrirana kot politična organizacija in tudi v tej prvi jugoslovanski ustavi se ne omenja. Torej je seveda OF, ampak znotraj OF, kot sem vam pokazal na prejšnjem primeru, so že zdaj poteka tako zvana diferenciacija. No in tisto, kar je tukaj, kar se potem najbolj podariti, izhajali iz tega, je dejstvo, da je na podlagi teh principov partije, da so ustanovili tudi posebne komisije. In tako je bila že leta 1945, med drugim 3. avgusta ustanovljena šolska komisija. To je velja na slovenski ravni. No in v okviru arhivskega gradiva te komisije je pač raziskovalcem na voljo gradivo, ki ga dobimo v tem fasciklu. To je centralni komitet Zveze komunistov in vidimo pod eno štatno 45 so dokumenti te komisije in iz tega bomo lahko razbrali, do kakšnih sprememb prišel zelo, na kakšen način je partija preko komisije usmerila šolstvo. Zdaj, ja, je pač tako, da mogoče zdaj bo bilo najbolj zanimivo, bomo pač včasih morali zaključiti. Torej, to so sedaj dokumenti te komisije, jaz bi
samo tole še na glaso, da je v okviru teh dokumentacije tudi zapisnik srednješolske komisije Komunistične partije Jugoslavije, in sicer novembra 1945. In tam so opredeljene tudi pristojnosti pokrajinskih šolskih komisij, torej šolskih komisij pri pokrajinskih CK-jih. In tukaj je zanimivo, da je v bistvu na 5 stranih v bistvu nekako zakoličen sistem šolstva, ki je potem veljal v Jugoslaviji in po srednjo Jugoslaviji, pravzaprav do konca Jugoslavije. Tukaj sem navedel nekaj teh pristojnosti, kakšne so konkretne naloge, kako je treba izvrševati v bistvu smernice, ki jih daje predsednik partije. Torej, tukaj bi se lahko ob vsaki nalogi zaustavili posebej. Tako da hitro, ko smo se zelo na hitro sprehodili skozi ta del, lahko samo zaključim, da je šolstvo konkretno v prvih 2 letih nazadovalo in da se je ideološko popolnoma preoblikovalo. Tako da s tem jaz končujem ta zelo hitro prežet.